Lepo pozdravljeni. Po drugi dražbi Straškega Novolesa je že jasno, da bo za celoten kompleks zelo težko najti kupca. Izplen tokratne dražbe je vreden 122 tisoč evrov, kamor je všteta prodaja 3 počitniških apartmajev in 4 slik, je povedala stečajna upraviteljica Romana Kruhar-Puc. Bistvo druge dražbe je bila prodaja kompleta vseh nepremičnin v lasti Novolesa v stečaju in hkrati invalidskega podjetja Novoles Primara v stečaju. Tokratna izklicna cena je bila za 30% nižja od tiste na prvi dražbi in je znašala s halo Primare 10,6 milijona evrov. Vseeno so se dražitelji zanimali zgolj za nakup počitniških zmogljivosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter slik. Ostalo premoženje stečajnega dolžnika, ki predstavljajo še vedno nepremičnine in oprema v kompleksu kot poslovna celota, ki se prodaja skupaj, pa pač ni bilo plačane nobene varščine, tako da ni bilo nobenega kupca. Tako najverjetneje v začetku novembra sledi tretja dražba. Lahko pa je tudi zbiranje ponudb, zdaj bomo videli. Malo se mudi, ker bi bilo dobro, da je to nekje do zime prodan zaradi naraščanja stroškov, zaradi možnosti propada, zaradi nižanja cen, ker pač potem zgublja na vrednosti objekt. Upozorili so me na možnost pač namakanja, ker nekje streha pušča. Zdaj mi v stečaju tega ne bomo investirali. Fajn bi bilo, da se proda samo mimo postopkov, pa pač ne moramo pa zakona, tako da lahko se pa to še malo zavleče, pa vprašanje, kakšen bo izid. Vsako znižanje izklicne cene morajo potrditi ločitveni upnik in upniški odbor. Kot je dodala Kruhar-Puceva, bo za naslednjo dražbo predlagala znižanje izklicne cene še za 20 do 30% glede na tokratno. Po moje, kolikor jaz spremljam zdaj te postopke, bi mogla biti nekje pol likvidacijske, da bi šlo čez. Tam 5 milijonov 6. Kot je povedala stečajna upraviteljica, je prejela informativno ponudbo za 3 do 4 milijone evrov, a je vprašanje, če bo kupec, gre za nekdanjega najemnika Novolesa Plus, čakal naslednjo dražbo. Postopki se namreč vlečejo, zato ta hip ni možno za toliko znižati cene, poudarja Kruhar-Puceva. Ne vem, moram res razmisliti, če je kakšna opcija, ne verjamem. Moram dati vsaj nezavezujoče zbiranje, da dobim neko informacijo, kdo je sploh interesent, pa na podlagi predhodno mora biti obvezno nezavezujoče zbiranje, pa na podlagi tega dam zavezujoče, pa potem, če se je to toliko pod ceno, potem bi, če dajo vsi soglasje, kar je pa zdaj težko napovedati pa govoriti, ker so ločitveni upniki banke, pa težko grejo na kakšno znižanje, tako da težko zdaj karkoli reči, kako bo. Straški župan Alojz Knafelj, ki je v Novolesu preživel skoraj 35 let delovne dobe, je bil med udeleženci dražbe. Pred začetkom je povedal, da nimam nobenih informacij, čeprav sem pozval bivšega najemnika proizvodnje vezanih plošč, da je zaželen, da nadaljuje proizvodno v Straži. To sem naredil tudi na pobudo bivših zaposlenih delavcev Novolesa. A se z bivšim najemnikom Juretom Pregradom ni pogovarjal o ceni, dodaja. No, jaz računam, tako po zagotovilu stečajne upraviteljice, da bo pred zimo še ena dražba in da se bo tudi na tej dražbi poskušalo Novoles prodati v celoti, tako da bi bil še vedno zanimiv za lesno proizvodno na Dolenjskem. Odbor bivših zaposlenih si prizadeva za vnovični zagon proizvodnje, pravi Knafelj, pri čemer jim občina nudi logistično podporo. Se pa občinska uprava tudi dogovarja z gospodarskim ministrstvom o vzpostavitvi pogojev za nadaljevanje lesne industrije na Dolenjskem, dodaja. Nenazadnje imamo tudi v gospodarski coni v Zalogu nekih 13 hektarov lastne zemlje, kjer bi bilo možno takoj začeti in ustvariti novo proizvodno. Morda bi tukaj si želeli, da bi se lesarstvo samo začasno nadaljevalo, kajti vsi vemo, da je proizvodna tehnologija v Novolesu zastarela, da ji je treba zamenjati in mislim, da bi bilo smotrno, da se ta na novo zasnovana lesna proizvodna naredi drugje. V industrijski coni v Zalogu, dodaja. Površine, na katerih se zdaj razprostira Novoles, bi po njegovem lahko namenili za stanovanjsko gradnjo. Kakšni pa so pravzaprav pogoji za vnovični zagon proizvodnje Novolesa na zdajšnji lokaciji? Če bi se hitro zalaufalo, da je še to dost, bi se še dal, treba je veliko investirati,
sploh energetika je čisto v bistvu kaputne, ker že prejšnja leta so bili na 87%, kar je tako že, bom rekla, že čist na meji, a ne na tistem, da lahko že kar zaprejo. Bi bilo treba obnoviti vso to energetiko. Stroji so pa tako, ne. Večina jih je zastarelih in zdaj, če se pač ne bojo hmal zalaufali, so še v uporabi, nekateri bi bilo treba jih nekaj mogoče zamenjati, dele ali karkoli, zaenkrat so v uporabi. Posamezni bi se sigurno nekaj prodali takoj, ne. Je pa nekaj strojev, ki so pa tudi že lahko recimo že skoraj za odpis, ne, ampak jih jaz trenutno v kompletu prodajam, ne. Manjka pa ključni stroj na liniji za izdelavo vezanih plošč, ki je sicer stvar drugega stečajnega postopka in bo morebitnega kupca stal od 100 do 150 tisoč evrov. Tudi tale okoljevarstvena dovoljenja so tudi vsa pretekla v bistvu zdaj, ker vse stoji, nismo obnavljali, mi so zahtevki sicer prišli na novo, le samo mi nismo dali za obnovitev, ker ni proizvodnje in potem nima smisla. Tako da zdaj bi bilo treba pa itak vse na novo, tudi te papirje zrihtati, ne. Če prodaje novolesovega kompleksa ne bo možno pospešiti, se lahko zgodi, da bo nazadnje premoženje vredno 1 evro, meni Kruhar Puceva. Zdaj pa k uspešnejšim zgodbam. V Revozu so včeraj gostili del karavane Formule 1, ki se iz Evrope seli na druge celine. Predtem pa se je ustavila tudi v Novem mestu. Tako se je z vodstvom podjetja med drugimi srečal voznik ekipe Lotus F1, v preteklosti moštva Renault Romain Grosjean. Francoski voznik dirkalnika, katerega dobavitelj motorja je Renault, se je z delom svoje karavane ustavil v Novem mestu, preden se iz Evrope seli na druge celine. Prvič sem v Sloveniji, všeč mi je, kar sem doslej videl in vesel sem, da sem tukaj. Bilo je zanimivo videti, kako nastaja avtomobil od začetka do konca. To sem si prvič ogledal. Renault opremlja večino moštv Formule 1 z motorji in v sklopu aktivnosti, ki jih vodimo za promocijo tega športa znotraj same skupine, je tudi predvidena cela vrsta obiskov pilotov Formule 1. Formula 1 je pa izhodišče za marsikatero inovacijo, ki jo kasneje uvedemo v serijske modele, tako da seveda upamo, da bo tako še dolgo vrsto let, ki so pred nami. V Revozu so pred leti že gostili voznika Formule 1 Jean-Carla Fisichella, ko je Renault še imel lastno moštvo, torej motor in bolid. Tokrat pa se je z vodstvom podjetja in zaposlenimi ob razstavljenem dirkalniku Lotus F1 Team fotografiral Francoz Romain Grosjean. Ta je v letošnji sezoni osvojil 2. in 2 tretji mesti, ter zdaj zaseda 8. mesto med vozniki in 4. med moštvi. Pričakovanja v nadaljevanju sezone so usmerjena v osvojitev nekaj novih stopničk in v boj za prvi 2 mesti v konstruktorski razvrstitvi. Zelo tesno je trenutno v bitki s Ferrarijem in McLarenom, a to je cilj do konca sezone in mislim, da prihajajo lepe dirke in da imamo dobre možnosti boriti se za sam vrh. Že sami rezultati govorijo sami zase. Renault je že vrsto let prepoznan kot dobavitelj motorjev, s katerimi se osvaja naslove in tako velja tudi danes. In upamo tudi v bodoče. Nič kaj dobro pa letos ne kaže avtomobilski industriji. Mi pač spremljamo razmere na tržišču, kot smo že objavili, lete ne kažejo najbolje nasploh. Celoten avtomobilski trg je namreč v Evropi v padcu. Predvideva se, da bo v letošnjem letu prišlo do 8 do 10% padca. Predvsem je pa odvisno, koliko naročil bomo pridobili v mesecih, ki prihajajo sedaj, in na osnovi tega tudi predvzeli potrebne ukrepe, da bomo prebrodili to situacijo. Zaenkrat je še prezgodaj napovedovati, kako bo s številom zaposlenih v prihodnje, pravi Bratoš. Teh je zdaj 2200. V Revozu so sicer v polnem teku priprave na nov projekt Edison. Tako so tudi 4-tedenski kolektivni dopust namenili predvsem obsežnim naložbenim in vzdrževalnim delom, ki so bila ena najobsežnejših doslej. Večina del je potekala v lakirnici, kjer so zamenjali stare lakirne avtomate z novimi roboti, na montaži, kjer so zamenjali viseči transporter in postavili novo linijo montaže vozne osnove, ter v na novo postavljenem logističnem objektu. Kljub zahtevnim posegom je, tako kot je bilo predvideno, po dopustu proizvodnja stekla v 2 izmenah.
Obeti za obseg celotne prodaje na evropskem trgu, ki predstavlja več kot 95% celotnega trga, za katerega proizvajajo v Revozu, so, kot rečeno, slabi. Še posebej zato, ker je francoski trg za novomeško podjetje najpomembnejši. Prav ta pa naj bi zabeležil največji upad, do 11%. Tako si v Revozu ne obetajo izboljšanja prodaje. Še več, tudi prodajni razred, v katerega sodijo modeli, ki jih proizvajajo, ne vztraja bolje kot preostali trg. Obseg proizvodnje bodo tako kot doslej prilagajali razmeram na trgu, bo pa ta v letošnjem letu gotovo manjši. To bo za posledico imelo nižje prihodke, a bodo v Revozu tako kot doslej iskali nove priložnosti in si prizadevali za učinkovito poslovanje, so še zapisali v sporočilu za javnost. Adria Mobil je na osrednjem in enem najpomembnejših sejmov v panogi predstavila novo kolekcijo izdelkov sezone 2013 in zabeležila odličen odziv. Z vnovično osvojitvijo laskavega naziva König Kunde, kralj kupcev, za program avtodomov ter prvim mestom v izboru EIA za prikolico Astela Glam Edition. S tem je novomeško podjetje potrdilo pravilno razvojno usmerjenost in nakazalo dobre obete za doseg prodajnih ciljev. Nagrado König Kunde, kralj kupcev, je letos že 5. leto zapored podelila ugledna strokovna revija Reise Mobil, in sicer na podlagi mnenj svojih bralcev oziroma uporabnikov avtodomov. Naziv je pomemben tudi zato, ker sistematično ocenjuje blagovne znamke na podlagi različnih kriterijev, od kakovosti, oblike in cene izdelkov do zadovoljstva uporabnikov s servisnimi ter poprodajnimi storitvami. Adria je prvo mesto osvojila v 4 kategorijah, in sicer kakovost, potovalno udobje, razmerje cena-vrednost in tržna usmerjenost. Novo prikolico so sicer že sredi poletja predstavili na Otočcu. Na ekskluzivni predstavitvi v manjšem krogu smo si lahko pobližje ogledali novost, od katere se veliko pričakuje. Gre za eno novo generacijo prikolic Adrie Mobil. Prikolice, ki je narejena na malo bolj modern način, nekaj višjega cenovnega razreda, pa še zmeraj dostopna veliki množici ljudi. Gre pa hkrati ne samo za novost, ki bo privabila mogoče neke nove kupce ali pa dala, bom rekel, spodbudo obstoječim, da bi menjali produkt. Dejansko prinaša en svež veter v industrijo, kjer po eni strani ponujamo zelo inovativne rešitve, tako glede udobja kot funkcionalnosti in dizajna, in dejansko pričakujemo, da bo zelo dobro sprejeta med našimi kupci. Sam razvojni program je imel veliko inovacij in množico dobaviteljev. Dejansko je prvič razporeditev prostora, oblika zunanjosti, zunanji izgled je popolnoma drugačen, princip notranje konstrukcije pohištvenih elementov, postavitev kuhinjskih elementov oziroma postavitev kuhinjskega lijaka z gorilcem je popolnoma drugačna in ima neko inovativno rešitev z pultom, ki je prenosen. Popolnoma nova kopalnica, ki smo jo sicer že videli v eni drugi seriji lani. V vozilu lahko najdete največjo kuhinjo, ki je danes prisotna v karavan industriji, kar je zelo pomembno, ker konec koncev 80% nakupnih odločitev sprejemajo ženske in ta prva stvar, ko ženska stopi v prikolico, je kuhinja. In za to novo kuhinjo smo v bistvu z novo generacijo kuhinje, ki jo bomo tudi upeljali v druge razrede Adrijinih proizvodov, smo dejansko maksimalno povečali delovne površine in hranilne površine v kuhinji, medtem ko se premaknemo v sedežni del ali v dnevno sobo, dejansko srečamo udobje takšno ali najdemo udobje takšno, kot jo imamo doma v dnevni sobi, torej ni potrebno sprejemanje nobenih kompromisov, ko greš na dopust z prikolico. Tudi drugi prostori prikolice so podobno lično in ustvarjalno opremljeni. V spalnici smo se fokusirali na udobje in ni prvič, ko smo že prej slišali od naših kupcev, da dejansko spijo v naših proizvodih bolje, kot spijo doma. Torej smo samo nadgradili to udobje še z dodatnim oblazinjenjem, ki daje ta prestižni vtis z nekaj kroma, z usnja, in kopalnica, kjer imamo ogromno tuš kabino z ambientalno svetlobo, dimenzij ravno takšnih, kot imamo tuš kabine danes doma z najnovejšimi tuši. Beseda dneva je bila gotovo blišč in Astela nudi vrhunski dizajn in udobje.
Vse je narejeno na, nek višji nivo, z več glamuroza, z več luksuza, z dobro izbranimi materiali oziroma selektivno izbranimi materiali, kar dejansko združuje vse v eno tako lepo celoto, ki je drugačno od tistega, kar je danes na trgu vino. S to prikolico bo Adria še močnejši akter na nekaterih najzahtevnejših mednarodnih trgih. Adria je, močan igralec na zahodnoevropskih trgih, ampak te trgi, niso enostavni, so hudo konkurenčni in na določenih trgih centralne Evrope želimo s tem produktom absolutno dvigniti ugled blagovne znamke in skozi to potem tudi seveda doseči neke nove potrošnike in pa dvigovati obseg prodaje Adrije na teh trgih. Adrijin največji trg je trenutno Skandinavija, kjer že ponujamo v najvišjem cenovnem razredu posebno serijo prikolic. Z to prikolico pa smo hoteli vstopiti tudi na centralnoevropski trg v najvišji cenovni razred, kjer sigurno tudi po prvih odzivih novinarjev iz Nemčije, iz Švice, tudi nekaj prvim smo pokazali Benelux in tudi Skandinavija, lahko pričakujemo dobre rezultate. Adria Mobil je s premišljenim produktnim razvojem ter tržno strategijo dosegla uspeh, ki utrjuje ugled in položaj blagovne znamke Adria med najbolj vitalnimi v evropski panogi karavaninga, kar je v zahtevnem in izredno konkurenčnem okolju izrednega pomena za uspešno izvedbo zastavljenih poslovnih ciljev, so prepričani v podjetju. Zdaj pa v občino Škocjan, kjer so to poletje obnavljali vodovod v več vaseh. Proti koncu gre preplastitev nekaj cestnih odsekov, v obnovi pa je tudi most v Grmovljah. Pri slednjem se je malce zapletlo, zato župan Jože Kapler poziva vaščane k potrpežljivosti. Pogodbo za obnovo 40 let starega mostu v Grmovljah so z izvajalcem, novomeškim CGP-jem, podpisali sredi avgusta. Po 3 tednih so pristopili k izvajanju, vendar zdaj, ko smo odkrili zgornjo plast, se je ugotovilo, da ti nosilni stebri niso ustrezni, tako da bomo mogli zdaj so zadevo preprojektirati. Tako so dela začasno prekinjena. Prvotno naj bi jih končali do konca oktobra, zdaj pa se bodo malce zavlekla, dodaja Kapler. Most je sicer zob časa do dobra načel. Je tako, ja, ker je plošča popuščala gor, so bile luknje in sigurno je bil potreben obnove in tega, sigurno. Nevaren je bil, ker se je lahko samo eno vozilo bilo gor, pešci so imeli pa slabo zaščitno ograjo, ker je bil pa dotrajen zelo. Je bilo treba tole sigurno sanirati. Še večji problem je bil pa poplave, ki so poplavljale tale obdel, tako da je bil premajhen pretok. Kot pravi župan Jože Kapler, so ta projekt dolgo načrtovali, a zanj ni bilo denarja. Ker je bila občina uspešna na državnem razpisu 23. člena zakona o financiranju občin, pa bo obnovo mostu sofinancirala država. Ta naložba je bila projektantska vrednost 300 000 evrov, sicer zdaj je bila ponudba bistveno manjša. Verjetno zdaj s tem posegom, ko bomo mogli narediti te nove nosilne stebre, pa bo se kar približala tej ceni. Financirano bo tudi delno iz 23. člena vrednosti 134 tisoč evrov. Sicer pa imajo v škocjanski občini ta čas odprtih več naložb na področju komunalne in cestne infrastrukture. Tako se bliža k koncu obnova vodovodnih sistemov. Ostane jim še del Grmovelj zaradi nedokončanega mostu. Moramo počakati, da bo osnovna konstrukcija narejena, da lahko te cevi obesijo na most in potem se pokrije še ta del Grmovelj oziroma na to stran mostu je že Dobruška vas, tako da se še to obnovi. Ostane nam še en del v Škocjanu, tako da se na koncu projekt zaključi za obnovo vodovodov. Ja, vodovod čakamo, ker to je pa treba sigurno v ceveh je premajhen pritisk, vsa gospodinstva niso imela vode, zdaj pa bomo menda tudi to uspeli, da bomo imeli ta pritisk in voda vse skupaj, da bo v redu. V središču Škocjana pa naj bi poleg vodovoda obnavljali kanalizacijski sistem ter fekalno in meteorno kanalizacijo. Izbrani izvajalec naj bi to izvedel še v tem mesecu, dodaja Kapler. Vodovodne sisteme v občini so sicer začeli posodabljati lani spomladi. To je bil projekt iz 5. javnega razpisa,
ki ga vodi razvojni center. Občina Škocjan se je v 2010 prijavila, bila tudi uspešna. Gre za vrednost 940 tisoč evrov evropskega denarja, ter razlika do 1400 tisoč pomeni še švoh 500 tisoč evrov pa iz občinskega proračuna. Najprej je bilo Gorenje dolje, Dolenje dolje, Mačkovec, sledila je Male Poljane, Klenovik, Škocjan, Zavinek, Stara vas, Grmovlje, Dobruška vas, Goriška vas, Goriška gora, tako da ogromno je bilo tega. No. Šlo je za obnovo že obstoječih vodovodnih sistemov, razen v Gorenjih in Dolenjih dolah in Mačkovcu. Tu so zdaj na novo priključeni na javni vodovod, vsi ostali pa so že imeli prej javni vodovod. Ostane še kot vaški vodovod v Dolenje Radolje od Bučke dol. Ta je še v lasti občanov. Del prebivalcev Vinjega Vrha in vaščani Segon pa vodovoda še nimajo. Brez vode smo tle že skozi, odvesen od dežja. Polet zdaj, ki so še od gasilcev, da pripeljajo, tako da zelo dobrodošlo bi bilo res vodovod, da bi bil čim prej. Obljubljala ga je že prejšnja občinska oblast, poudarja Korene, a iz tega ni bilo nič. Tako zdaj upajo, da se bo vendarle premaknilo, saj so odgovorni že merili potek trase, dodaja. Kapler načrtuje, da bi cevovod v Segonjah zgradili v sklopu projekta hidravlične izboljšave. Ta čas pa že obnavljajo tudi nekaj cestnih odsekov, med drugim cesto v Gabrniku. Cirka 2,5 km, zelo strma je, tako pomeni, da bomo to še v dobrih 14 dneh preasfaltirali. Gre za vrednost cirka 60 tisoč evrov, kar pomeni, da bo manj makadamskega vzdrževanja. Namreč, kot sem že omenil, ta cesta je zelo strma in vsako leto ob večjih neurjih nam to cesto uničuje voda. Kapler upa, da bodo letos preplastili tudi cesto od Stran do Dobrave. V letu 2011-2012 je bila namreč milejša zima, zato jim je iz naslova vzdrževanja cest ostalo nekaj sredstev. Te pa potrebujejo tudi za zagon gospodarsko-tehnološkega centra v Dobruški vasi. Zato so kandidirali na 6. javnem razpisu in so zdaj v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za čistilno napravo. Kar pomeni, da upamo, da bomo do konca leta vlogo tudi oddali. Pričakujemo uspešno rešitev, na kar bi v letu 2013 in 2014 izgradili ustrezno čistilno napravo, uredili križišče oziroma krožišče in s tem omogočili investitorjem sam prihod. Dogovarjajo se že z nekaterimi morebitnimi naložbeniki, a morajo najprej poskrbeti za komunalno in cestno infrastrukturo, poudarja prvi mož občine Škocjan. Tudi v občini Žužemberk so bili to poletje precej dejavni na področju komunalne in cestne infrastrukture. Tako se bližajo k koncu gradnji kanalizacije na Cviblju in Trških nivah ter obnova mostu v Drašči vasi. Pospešeno pa se pripravljajo tudi na začetek projekta Suhokranjski vodovod. Kanalizacija na Cviblju je zadnja naložba v sklopu projekta Infrastruktura v Žužemberku, je povedal župan Franc Škufca. Vreden je približno 80 tisoč evrov, s tem bomo približno 40 priključkov zagotovili za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Za to naložbo so pridobili tako državni kot evropski denar. Kanalizacijo na Trških nivah, ocenjeno na 60 tisoč evrov, pa bodo sofinancirali iz zbranih taks za obremenjevanje okolja. Tam bodo na nov sistem priključili 15 hiš. Po dokončanju projektov na Cviblju in Trških nivah bo tako v Žužemberku na javno kanalizacijo priključenih 60 do 70% gospodinjstev, je pojasnil Škufca. To pomeni Žužemberk in pa vasi Zafara in Praprače in pa vse ulice v samem naselju Žužemberk. S tem, da je pa tudi že oddan projekt za dodelitev sredstev iz regionalnih spodbud za povezavo iz Dvora v čistilno napravo Žužemberk, ki pa se v teh dneh zaključuje.
Tako pričakujejo odločbo o dodelitvi sredstev za to naložbo, ki naj bi jo izvajali v letih 2013 in 2014. Za kanalizacijo Dvor Žužemberk naj bi €500 000 prispevala tako državni kot občinski proračun. Je pa Žužemberk tudi nosilna občina izredno pomembnega projekta 5 občin, Suhokranjskega vodovoda. V občinah Žužemberk, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje že težko čakajo na začetek naložbe v vodovod, ki bo rešila marsikatero težavo pri oskrbi s pitno vodo. Zaenkrat so postopki še na ministrstvu. Upamo, da nekje do konec septembra bo tudi tehnično rešeno. Oddani so že vsi razpisi na ministrstvu, tudi vloge, da jih pregledujejo strokovne službe na ministrstvu in upamo, da v čim krajšem času bo tudi to rešeno in da gremo v razpis za Suhokranjski vodovod še v letošnjem letu. Izvedba bi sledila v letih 2013 in 2014 z dokončanjem v prvi polovici leta 2015, dodaja Škufca. Gradnja Suhokranjskega vodovoda je sicer ocenjena na 37 milijonov evrov. Občine bi prispevale 15% in davek, 75% naj bi bilo evropskih sredstev in 10 iz državnega proračuna. Žužemberška občina naj bi odštela 13 milijonov, pridobila pa bo prek 80 km novo zgrajenega vodovoda. Prav gotovo ta vodovod bo nekako zagotavljal varnost pri zagotavljanju na javnem vodovodu, saj bodo vse občine povezane, vkolikor seveda pride do problemov v nekaterih od občin, seveda se iz druge občine spusti voda v občino, kjer bodo nastali problemi in bo zagotovitev seveda 100%. Po izgradnji Suhokranjskega vodovoda bodo v mirnopeški občini pokrili vsa območja brez vodovoda, je povedal tamkajšnji župan Andrej Kastelic. En del bomo pokrivali tega območja, ki vodovoda še ni, drugod bomo pa izpeljali tu hidravlične izboljšave in pa tudi še eno vrtino aktivirali. Celotna vrednost, da je ocenjena vrednost nekje za naše področje, te investicije okrog 3 milijone 600. V občini Žužemberk bo sicer Suhokranjski vodovod rešil težave pri oskrbi z vodo predvsem na Ajdovski planoti, ki vključuje 7 vasi brez vodovoda. Toliko smo pripravili v 2. septembrski oddaji. Gospodarske vsebine si lahko ogledate tudi na spletni strani vaskanal.com, v našo družbo pa vabljeni vnovič čez teden dni ob isti uri. Lahko noč.